Prvi dnevi novega leta pa bodo spet bolj jesenski kot zimski, oblačno in deževno bo. Se bo na to končno začela prava zima, lahko pričakujemo novo pošiljko snega. Ema Čepon. V toplem zavetju doma, v krogu prijateljev, družine. To je najpogostejši odgovor na vprašanje, kje boste preživeli najdaljšo noč v letu. No, sem že preveč v letih, da se bi okrog potikala. Lepo z vnukom bova gledala televizijo. Če pa vendarle načrtujete silvestrovanje na prostem, brez toplega plašča, kape in rokavic, letos ne bo šlo. Ne pričakujemo nekih ekstremno nizkih temperatur, vseeno pa bi se lahko ponekod na mrazu izpostavljenih mestih ohladilo do nekaj -5 stopinj. Po mestih pa lahko pričakujemo kakšno stopinjo pod ničlo. Eno puhasto bundo pa je to. Vse nismo v Španiji. Bundo gor in v polnoči gremo gor na en hrib, malo spustimo ognjemet in občudujemo Ljubljano in Vrhniko. In letos svetlobne predstave na nebu ne bo zastrla gosta megla. Zadnji dan letošnjega leta bo sončen. Tudi v Ljubljanski kotlini megle ne pričakujemo. Torej, silvestrovanja bodo v večjem delu države potekala ob jasnem nebu, le na zahodu bo nekaj nizke oblačnosti. Organizatorji ognjemeta v pregovorno sivi in megleni Ljubljani imajo sicer vsako leto pripravljen plan B. Zdaj v primeru megle je ponavadi ognjemet zvočni, ampak vseeno upamo, da bo vreme tako, da bo viden in da bo pravi ognjemet. Jasnina ne bo trajala dolgo, že prve dni novega leta se bodo, predvsem nad zahodno in osrednjo Slovenijo, spet zgrnili oblaki, tudi deževno bo. Za začetek prihodnjega tedna pa je vremenska napoved nekoliko negotova. Kot kaže, pa bi se lahko spet ohladilo in morda nas čaka obrat spet v bolj zimske razmere. Morda se bomo znova razveselili tudi snega, ki ga je pri nas vedno manj. Po podatkih Agencije za okolje vsakih 10 let pri nas zabeležimo 5 dni manj snežno odejo. Predvsem letošnje leto je bilo snegom zelo skromno. V Ljubljani je denimo v celem letu skupaj zapadlo le borne 3 cm snega.